Dober dan, lep pozdrav tule iz domače kuhinje. Danes se vidimo. Zunaj je pač takšno vreme, da sedaj ni najbolj primeren čas za nabiranje zelišč, zato pač si bomo danes naredili eno takšno mazilo, ker pač veliko hodimo v naravo, v gozd, se pojavljajo seveda težave s klopi. Zato marsikdo rad posega po naravnih zaščitah, zato vam bom danes pokazala, kako si lahko sami naredite domače mazilo. Kaj bomo potrebovali? Torej primerno posodo za izdelovanje mazil. Najboljša je seveda, da se uporablja ognjevarna steklena posoda ali emajlirana posoda, ne priporoča pa se, da se uporablja rostfraj. Za mazilo bomo uporabili sivkin macerat. Kaj je macerat? Je oljni izvleček zelišč, ki ga naredite iz suhega ali pa svežega zelišča. Naredite ga tako, da na 3/4 kozarca nadevate zelišče, na njega prelijete hladno stiskano oljčno olje ali katero drugo, samo da je hladno stiskano, in pustite to macerirati nekje 3 do 4 tedne v kuhinji ali v katerem drugem prostoru, ne na soncu, nekje na sobnih temperaturah. Po končani maceraciji to lepo precedite v stekleničke in hranite spet v hladnem in temnem prostoru. Za trdoto mazila bomo uporabili čebelji vosek. Čebelji vosek je drugače tudi, seveda se ga uporablja drugače tudi pri peki ali pa kje drugje, nekdo ga samo je ali žveči. Mi ga bomo uporabili za izdelavo torej naravne kozmetike. Kdor ne želi uporabiti čebeljega voska, lahko uporabi tudi nek nadomestek, torej sojin vosek ali pa mangov vosek. Tista mazila pa so potem primerna tudi za vegane, torej za tiste, ki ne želijo uporabiti čebeljih oziroma živalskih proizvodov. Drugače mi v naših mazilih ne uporabljamo eteričnih olj, danes jih pa bomo. Zakaj? Zato, ker klopi nimajo radi močnih vonjev, sploh pa nimajo radi vonjev citrusov. Zato pač v mazila dodamo eterično olje, na primer citronela ali pa limonske verbene, limone, limete, pomaranče, grenivke in tako naprej. Zelo se pa priporoča tudi eterično olje geranje. Geranja je v bistvu dišeča pelargonija. Tisti, ki imate te dišeče pelargonije doma, si lahko tudi pripravite macerat iz tistih rastlin, torej liste preprosto namočite na hladno stiskano olivno olje. Tako, in pa seveda, kam bomo hranili mazilo. Najbolj se priporoča steklena embalaža. Če nimate te embalaže, uporabite plastično embalažo, ampak naj bo tista BPA free, no, tako se reče. Tako, postopek je čisto enostaven. Tisti, ki že obiskujete naše zeliščne delavnice, že veste, kako to gre. Za nekje 100 ml mazila bomo potrebovali nekje 100 g macerata in pa približno 10 do 15% čebeljega voska. Tak je ta osnovni recept. Vedno delate vse v gramih, nikoli mešati grame pa mililitre. Tako da pač čisto preprosto odtehtate 100 g macerata. Bodite čim bolj natančni, če vam kakšna kapljica uide, nič hudo. Zato potem si pač izračunate, koliko je zdaj tistih 10 do 15% od 100 g, to je torej 10 oziroma 15 g. Ta vosek čisto preprosto takole noter nadrobite. Takole. Evo, uporabljajte lesene kuhalnice ali pa tiste palčke steklene. Evo, jaz sem uporabila 14 g. To date nad vodno kopel, vse skupaj prižgete in počakate, da se vse skupaj lepo stopi in poveže. Vosek se topi nekje na 60 stopinjah. Ko vidite, da se vosek začne topiti, lahko posodo odstavite za nekaj časa in počasi mešate, da se sam naprej stopi.
No, tale postopek bi trajal zelo malenkost dlje, zato bom to kasneje skončala. Na to količino, torej na 100 gramov olja, dodate potem nekje 30 do 35 kapljic eteričnega olja, čisto po vaši želji. Torej, kot smo rekli, limona, grenivka, limeta, citronela, pomaranča ali geranja. Lahko jih mešate med seboj, dobite pač nek poseben drugačen vonj, ki vam najbolj odgovarja, ali pa uporabite eno eterično olje. Za tiste, ki ne želite uporabljati oziroma vam ni najbolj do mazil, pa lahko pripravite takšen zeliščni miks iz hidrolatov, kateremu pač potem dodate različna eterična olja. Tule noter je na primer hidrolat roženkrauta in eterično olje sivke, citronke, žajblja, poprove mete in tako naprej. Kako to naredite? Kupite takšne razpršilke, ali pa če jih že imate zdaj doma od raznih razkužil, če vam je že katero ostalo. Preprosto nalijete. Takole, tole je nekje 15 ml in na tole količino malo stresite, dodate noter nekje 10 kapljic eteričnega olja, mi bomo dodali geranjev. Kaj so hidrolati? Hidrolati so v bistvu že stranski produkti pri izdelavi eteričnih olj, že vsebujejo določen del eteričnega olja, ampak če želimo mi to uporabiti kot neko zaščito, mu pač še malo dodamo. Pred uporabo to dobro stresemo in preprosto popršimo po sebi in gremo lahko varno v gozd, ker je pač razpršilka tako majhna. Lahko vzamete s sabo, ker je to pač naravni proizvod in ga morate večkrat potem tudi uporabiti. Zelo prijetno diši, tole je že polno po geranji in vonja. Jaz vam želim, da si uspešno naredite kakšen takšen naravni repelent doma, ga uporabljate torej proti klopom, komarjem, pa pri težavah z drugimi žuželkami. Se vidimo do naslednjič!